Dobrodošli v drugi epizodi Komentiramo. In sicer danes se bomo ukvarjali z ugovorom Srebrne niti, ki izpodbija rezultat referenduma 23. novembra. V bistvu smo najprej mislili, da je to neko PR krik razjarjene, ranjene zveri, ki ni uspela prenesti poraza na referendumu, ampak potem so oni dejansko vložili ta ugovor, ki lahko dejansko izpodbija rezultat referenduma. Zato bomo pač se malo lotili tega ugovora, ki je v resnici precej bizaren. V določenih točkah je prav smešen in v bistvu bi bil res škandal, če bi Državna volilna komisija upoštevala ta ugovor. Če pogledamo, na katerih točkah izpodbijajo referendumske rezultate, lahko preberemo 3 glavne točke. Torej prvič, v kampanji so na strani kampanje proti zakonu sodelovale organizacije in osebe, ki se niso registrirale kot organizatorji referendumske kampanje. In potem naprej govorijo, da gre za zdravniške organizacije in zdravnike in Rimokatoliško cerkev. Drugič, nekatere organizacije in posamezniki so kampanjo izvajali v javnih zavodih in verskih objektih. In tretjič, v kampanji je bilo strani organizacij in oseb, ki so v kampanji pozivali k glasovanju proti zakonu, izrečenih vrsta neresnic, s katerimi so se izkrivljale in prikrivale točne informacije volivcem. Jaz bom zdaj na hiter obdelal prve 2, posebej se bom osredotočil na ta tretja, ki je najbolj bizarno smešen. O prvih 2 je pa tako, torej o tem, da je cerkev bila vpletena v kampanji in zdravniki. O tem smo kar nekaj mi tudi pisali, zaradi tega, ker očiten motiv je tudi sredi kampanje bil zastraševanje z nekimi sankcijami, zaradi tega, ker se pač ljudje oglašamo, ki pač govorimo stvari, ki njim niso všeč. Da bi celo ustavo protiustavno delovali, zaradi tega, ker se oglašamo proti zakonu, nekateri, ki smo kristjani, ali pa nekateri, ki se pač strokovno ukvarjajo z stvarmi, o katerih je zakon dejansko govoril. Prvič je to, da so zdravniki in verske organizacije bile proti, je v bistvu izhaja iz tega, da gre za bistveno, torej za pri cerkvi, pri verskih organizacijah, se ni šla samo za Rimskokatoliško cerkev, ampak za verske organizacije je vprašanje človekovega bivanja bistveno vprašanje, s katerim se neka verska organizacija ukvarja. In nelogično je, da bi zaradi tega, da bi govorila o tem, mogla prositi državo, to, da bi lahko o tem govorila v tem določenem času referendumske kampanje. Vsak župnik bi mogel prijaviti kampanjo, vsak škof, vsak kristjan, ki deluje v neki pastoralni dejavnosti, seveda ne. In podobno velja tudi za zdravnike. Ta zakon je eksplicitno navajal zdravnike kot glavne izvajalce te dejavnosti, evtanazije oziroma pomoči pri samomoru. In nelogično bi bilo, če se ne bi imeli svojega mnenja in da bi ga ne povedali v javnosti. In ne rabiš ti zapovedati svoje mnenje v javnosti, imeti prijavljene kampanje. Če gre ta ugovor čez, je v bistvu gre za nedopusten, neustaven poskus vmešavanja države v cerkev. Zaradi tega, ker država bo naložila zdaj cerkvi, da v določenem obdobju v cerkvi ne sme govoriti o življenju in smrti. To je bizarno, in zaradi tega pač je to nesprejemljiv del njihovega ugovora. Drugič, v bistvu te predlagatelji ugovora tudi v samih prilogah jih potem navajajo, imajo kupe enih primerov, kjer dajo recimo različne plakate po cerkvah oziroma po oglasnih deskah, pa molitvice napisane. Ampak v bistvu v vseh tem materialu je praktično povsod precej jasno videno, kdo je izdajatelj teh izdelkov. In to je bil pač nek zavod, ki je imel prijavljeno kampanjo. Zavod za pastoralno dejavnost pri di.com, mislim, da gre za ta zavod. In pač, če so oni dobili dovoljenje od določene, da lahko nalepijo nekam na oglasno desko, je to čisto sprejemljivo. In tu glih to, ker nekateri argumenti so bili tudi v tej smeri, da bi mogel nadškof Zore prijaviti kampanjo osebno, zaradi tega, ker je pač neka avtoriteta. Nadškof Zore se ukvarja s pastoralno dejavnostjo. In to bi bilo podobno bizarno, kot bi rekli, da bi mogla Urška Klakočar Zupančič osebno prijaviti kampanjo, zaradi tega, ker je sodelovala pod okvirom
pač Gibanja Svoboda. To je nelogično. Tudi Načkov Zorej je sodeloval v okviru pač pridi.com Zavoda za pastoralno dejavnost. Ne. Zato je pač to čist pač res smešno. Ne. Glede na to, da so pa recimo različne župnije in verske skupnosti ali pa neke lokalne skupnosti prirejale recimo pogovorne večere, okrogle mize o tematiki, družbeni tematiki, je pa v bistvu kvečem spodbujanje aktivnega državljanstva. Ne? In ti ne rabiš imeti prijavljene kampanje, zaradi tega, ker prirediš neko prireditev. To bi mogla država spodbujati in tega je bilo veliko manj kot takrat v času, ko se je sprejemal družinski zakonik, ker takrat ni bilo treba doseči kvoruma in zaradi tega je pač bil tle interes zagovornikov zakona, da se čim manj govori o tem. Ne? In pravzaprav so bile to redke priložnosti, kjer se je sploh v eni javnosti, v nekem živahnem okolici o argumentih govorili. Zaradi tega bi večjo mogli dobiti kakšno državno priznanje za spodbujanje aktivnega državljanstva. Ne pa, da očitamo zdaj, da gre za v bistvu da gre zaradi tega, ker smo preveč govorili o tem, preveč argumentirano, da je to v nasprotju z referendumsko zakonodajo. In tretjič, kar pa najbolj pozabljamo, zaradi tega, ker se nam zdi precej logično v naši državi, je to, da v marsikaterem javnem zavodu ali pa javni univerzi recimo, se govori neposredno o referendumskih vprašanjih, in v tem primeru šlo za zakon, da so univerzitetni profesori eksplicitno imeli propagando za zakon. In to se nam zdi čisto normalno, pa je nesprejemljivo v resnici v neki svobodni državi, kjer je neko javno šolstvo in neko nevtralno, objektivno šolstvo smiselno. Imeli smo izkušnjo osebno smo imeli izkušnjo, ko smo delili s študenti in drugimi mladimi letake in se pogovarjali z mladimi zunaj univerze, zunaj fakultete, ko so prišli in so rekli, da so glihkar poslušali predavanje, ki jim je profesor govoril o tem, kako je pomoč pri samomoru zmanjša število samomorov v državi, kar je v bistvu čista neresnica, ampak se je izvajala v javni ustanovi. Ali je on imel prijavljeno kampanjo? Ali je imela fakulteta? Ali je imel tista katedra, za katero je pač on bil prijavljen na kampanjo? Ne. Pa to je čist nekaj sprejemljivega v naši državi. In v bistvu, če zaključim ta del, v bistvu je res problematično, da se neke priložnosti, kjer prihaja do debate, problematizira stališča politične aktivnosti. Mi v državi, kjer hočemo demokracijo, ker hočemo imeti pluralizem, hočemo čim več govoriti o določenih tematikah. Zato, ker na tak način lahko te tematike razčistimo, jih kot družba v bistvu sprejmemo nek kompromis in na tak način živimo naprej. No, in zdaj ta najbolj bizaren del tega ugovora, in sicer to, neresnice izrečene z namenom izkrivljanja in prikrivanja točnih informacij volivcem in da ne bi bil to razlog za razveljavitev rezultata referenduma. Dej pa, če se čisto malo oddaljimo od vsebine, da bi bila laži, manipulacija, zavajanje dovolj dober razlog, da zavrnemo referendum, potem pomeni, da ne bi mogle da bi mogle biti vse volitve razveljavljene, vsi referendumi razveljavljeni, zaradi tega, ker narava političnega delovanja je različne informacije, različno interpretacije, različne debate in laži in manipulacije niso sankcionirane pri referendumski pa volilni kampanji. Je v bistvu naloga volivca, da prepozna, kdo jim prodaja bučke in kdo ne. In če bi bil to razlog za razveljavitev, bi zagotovo lahko razveljavili na zadnje volitve, zaradi tega, ker obljube, ki so bile izrečene iz strani, ne vem, tisti, ki bi hoteli specialista v 30 dneh, so obljube, ki so bile neosnovane, netočne in bi zaradi tega razveljavili volitve? Seveda, da ne. Zato je pač sam koncept tega, da razveljaviš referendum na podlagi manipulacij in laži, nesprejemljiv. Kar se pa tiče vsebine, je pa tako, da v bistvu zdaj, ko so imeli predlagatelji zakona končno priložnost, da naslovijo vse
laži in manipulacije, bi človek pričakoval, da bi bile te argumentacije in te negacije naših trditev bistveno močnejše, ker včasih se izkaže, da v lastni argumentaciji sami sebe negirajo in v bistvu potrdijo našo izhodiščno trditev. Ker začnemo. V prvi točki govorijo, da trditve, da zakon omogoča evtanazijo duševnih bolnikov, otrok, invalidov, starih in ranljivih, da so te trditve neresnične oziroma zavajajoče. Ampak malo naprej pa sami v bistvu napišejo, da izjava, da so upravičenci do PPKŽ invalidi, stari ljudje in revni ljudje zavajajoče, ker volivce prepričuje, da je do PPKŽ upravičen vsak invalid, stari in reven ali reven človek. No, potem pa nadaljuje, vsi ti so upravičenci do PPKŽ, tako kot vsaka druga oseba. Torej, le v primeru in potem naštejejo, pač kaj je razlog za PPKŽ. In kaj je bilo v bistvu sporočilo vsega tega skupaj, te naših trditev, da je ta širok krog upravičencev? Je bilo bistveno sporočilo je to, da je vse in kaj ti misliš, da si zapisal v zakon in da to res velja samo za to, ampak kaj ta zakon v resnici naredi. In to lahko naredimo samo s primerjavo podobnih zakonov, ki imajo že nek test časa, da je preizkušen zakon. In mi smo skozi poudarjali, da te nejasne in odprte definicije, torej neznosnega trpljenja, pa hude neozdravljive bolezni in trajne okvare zdravja, da so to preširoke definicije in smo samo naštevali realne primere in primere pač iz drugih držav, kjer imajo enako definicijo. Enako definicijo, torej vstopnih pogojev, da si upravičenec do PPKŽ, kot navajajo pač zagovorniki zakona. In tukaj vključujemo invalide, torej trajna okvara zdravja in invalidnost, torej nekdo, ki je tetraplegik, ki je paraplegik, potem starostniki. Glih iz Belgije so najbolj znani primeri, ko pod hudo neozdravljivo bolezen pašejo tudi pač kombinacija različnih starostjo pridobljenih stanj, torej inkontinenca ali pa slabša hoja, slabši vid, slabši sluh, ki se skupaj potem v bistvu štejejo kot huda neozdravljiva bolezen. In to so vse primeri, kjer naše definicije niso bile dost trdne. Ampak to še ni vse. Mi smo vedno poudarjali, da je trend v tujini zelo jasen in da se tak zakon vedno razširja. Zaradi tega, ker je problem diskriminacija. Pri nas je duševna bolezen je bila izključena po črki zakona. Ampak zakaj pa? Neznosno trpljenje duševnega bolnika pa ni dovolj neznosno. Zaradi tega je pol tudi v drugih državah vidimo, da se pač ta zadeva razširja. Kar se pa tiče otrok, mislim, da čisto nobeden v kampanji proti ni govoril o tem, da ta zakon v bistvu omogoča evtanazijo otrok. Rekli pa smo, da ko ti rečeš, da je človekovo dostojanstvo odvisno od odsotnosti trpljenja in potem ti nekoga, ki to trpljenje z smrtno dozo odreši, potem je vprašanje privolitve drugotnega pomena. In to se je izkazalo v Belgiji, na Nizozemskem, ko evtanazirajo oziroma otroke ubijejo, zaradi tega, ker pač je naše dojemanje njihovega trpljenja v bistvu dovolj dobro za to, da mi dostojno rešimo njegovo težavo. In zato je pač ta trditev absolutno resnična. Ta zakon je bil odprtje te fronte tudi v slovenski zakonodaji in slovenski družbi. Torej, naslednja trditev je, da zakon omogoča uveljavitev PPKŽ brez podpisa upravičenca in potem napišejo naprej, da je soglasje potrebno v vsakem primeru, v postopku je vedno udeležen notar, če pacient ne zna ali ne more pisati, mora biti to v listini zapisano. Torej, notar s podpisom potrditev. Torej, trditev, da zakon omogoča uveljavitev PPKŽ brez podpisa upravičenca, je resnična in to v zakonu piše. Naslednja trditev, da v postopku PPKŽ svojci upravičenca ne bodo obveščeni.
in potem citirajo potem člena, ne, da mora pacienta, lečeči zdravnik pacienta spodbuditi, da se v svoji nameri uveljavlja pravice do PPKŽ in tako naprej, da mora zdravnik spodbuditi pacienta. Torej, a ste vprašali kaj svoje domače? Njegov odgovor je ne. Jaz sem zakonsko, kot lečeči zdravnik, sem zakonsko obvezo izpolnil. Spodbudil sem ga, nikjer ni definirano, na kakšen način, vprašal sem ga. In potem tudi nadaljujejo, da je obveščanje, da se upošteva njegovo zasebnost, kot mu zagotavlja zakon o pacientovih pravicah. In da ima iz tega zakona pacient pravico odločiti, kdo bo seznanjen z njegovim zdravstvenim stanjem. To pomeni, da v lastni argumentaciji potrjujejo to, da je možno narediti pri nas asistiran samomor, brez da bi bil kdorkoli od svojcev obveščen. In da to odgovornost spravaš na lečečega zdravnika, torej nekoga, ki ima 5 minut za svojega pacienta, da ga spodbudi, da se pogovori s tistim, ki jih pacient določi, je neodgovorno. In to pomeni, da je pač ta trditev resnična. Da 28. člen pomeni dekriminalizacijo umora, ker vnos učinkovine, ki jo izvede tretja oseba, kvalificira le kot prekršek. V bistvu, poglejte, kaj ta zakon, o čem ta zakon govori. V 25. členu vsakega, ki sodeluje v tem postopku, v bistvu opere kakršne koli krivde, da dela pri kriminalnem dejanju, da dela pri kaznivem dejanju, in so izjeme znotraj kazenskega zakonika predvidene potem za PPKŽ-ju. In 28. člen pa govori o teh kaznih, ki so administrativne narave za tistega, ki to izvaja. Če to kombiniramo z izjavami gospoda Pleterskega, ki je s ponosom rekel, da smo mi kot prva država, ko uzakonja pravico na način, da odgovornost prelaga iz zdravnika na državo. In to je tisto, kar je tukaj ključno. Zakaj? Zaradi tega, ker če odgovornost prevzame država tudi za primere, ko gre za napake, za procesne napake, sej oni govorijo o procesnih napakah, potem nobeden ne rab odgovarjati za ta kriminalna dejanja ali pa za ta kazniva dejanja. In to je tisto, kar je problematično tudi iz vidika drugih držav. Zato so bili tudi drugi pravniki iz tujine zelo zaskrbljeni nad tem, da mi predvidevamo tak postopek in tak način kaznovanja po zakonu PPKŽ. Kar se pa tiče kazenske odgovornosti, a vi resnično mislite, da bo po sistemu, kot je bil predlagan, dejansko taka kazenska odgovornost za pomoč pri samomoru po kazenskem zakoniku sploh relevantna? Zakaj? Zato, ker mi moramo videti, da tudi v tujini ne prihaja do kazenskih pregonov ali pa ne prihaja do sodišč ravno zaradi tega, ker pač v bistvu vsi mislijo, da delajo prav. In je zelo nemogoče dokazati motiv. Potem so pa še tudi tukaj druge stvari, ki so tle bistvene. Nemogoče je dobiti priče, ker glavna priča je mrtva. To je ena stvar. Druga stvar je, težko je dokazovati stvari, zato ker tudi po slovenskem zakonu obdukcija ni predpisana, ni obvezna. Potem moramo vedeti, da se zadeva dogaja v zaprtem ideološkem krogu ljudi, ki mislijo, da odrešujejo trpljenje. To pomeni, da tudi si kriješ hrbet zaradi tega, ker enostavno, če vsi mislimo, da delamo delamo prav, potem nimaš te možnosti dokazovati nekih negativnih učinkov na sodišču. Potem druge države predvidevajo obvezno poročanje v primeru pač napak tožilstva oziroma organom pregona. Pri nas to zadevo bi upravljal inšpektorat, kar je nesprejemljivo za tako stopno v bistvu, za tako moralno stopno dejanja, kot je v bistvu pomoč pri samomoru. In potem, če slučajno pride do te, po nekem čudežu, da dovolj dokazov zberejo, da pride ta na sodišče, na koncu zadeva ne gre skozi, ker kot država enkrat sprejme, da je tisti, ki z smrtno dozo odrešuje trpljenje, je zelo težko tazga človeka obsoditi na zapor.
No, naslednja trditev je pa v bistvu, ki je v Nigeriji ena izmed najbolj bizarnih. In govori o neresničnih trditvah, ki smo jih izrekli o postopkih v drugih državah. In je trditev, na Nizozemskem ljudi ubijajo brez privolitve. In potem govorijo o tem, da gre za najbolj razširjeno laž, in da v bistvu da beležijo na Nizozemskem vse posege, ki se končajo s smrtjo, tudi paliativno sedacijo, opustitev zdravljenja ali zdravljenje z dvojnim učinkom. Beležijo jih kot evtanazijo brez pristanka, kar se razlikuje od neprostovoljne evtanazije, kot zavajajo slovenski nasprotniki PPKŽ. Torej, vse te tri, paliativna sedacija, opustitev zdravljenja ali zdravljenje z dvojnim učinkom, niso evtanazije. To niso evtanazije, zakaj? Zato, ker namen tega ni ubiti človeka, ampak je namen tega zdraviti. In to je možno v Sloveniji zdaj zaradi tega, ker je jasen namen, lajšati bolečino, ne pa ubiti trpečega. In to je zavajanje s temi besedami, kot so evtanazija. Evtanazija, to niso evtanazije. In tudi, če jih na Nizozemskem dajo kot evtanazije brez privolitve, to še ne pomeni, da so evtanazije. Po drugi strani pa mi vemo, da na Nizozemskem izvajajo evtanazije brez privolitve in te prave evtanazije brez privolitve. Zakaj vemo? Zato, ker smo imeli podcast skupaj s Teom Borom, ki je nadzoroval postopke, ki je pregledal več kot 4000 evtanazij na Nizozemskem. In on je rekel, da na Nizozemskem izvajajo evtanazije otrok in dojenčkov, izvajajo evtanazije torej duševnih bolnikov in izvajajo evtanazije dementnih, torej ljudje v poznih stadijih demence. Torej, vse te tri skupine ljudi ne morejo dati informirane privolitve. Zaradi tega pomeni, da so to evtanazije brez privolitve. In potem se tudi oni na Nizozemskem se igrajo z besedo evtanazijo, ker je tudi to poudaril gospod Borg. Bor je rekel, da ne govorijo o evtanazijah otrok, zaradi tega, ker oni ne morejo dati privolitve, glih za to. Ampak jih vseeno ubijajo. Vseeno je dovolj, torej, da država, ki sprejme, da je to lajšanje bolečine, da lahko človeka ubiješ, potem je to vprašanje samo časa in ugodnih okoliščin, da lahko potem tudi otroka v bistvu evtanaziraš na tak način. Naslednja neresnična trditev je vezana na darovanje organov in trgovanje z organi. Da je tukaj, da mi zavajamo zaradi tega, ker to izpostavljamo in da je to itak prepovedano in da pač narobe uporabljamo statistiko. Kar je glavni poudarek tle pri darovanju organov, je nekaj, kar v bistvu nismo razmišljali naprej, da bi ta stvar bila problematična, ampak je zelo problematična. Zakaj? Zato, ker če imaš ti človeka v stiski, če imaš ti človeka, ki misli, da njegovo življenje ni vredno, in potem, ko ima on možnost darovanja organov, on misli, pa lahko končno nekaj dobrega naredim. In to je dodatni notranji pritisk na vse tiste, ki pač so v stiski, in je dodaten pritisk, ki jih v bistvu poriva v smrt. PPKŽ ruši družinsko solidarnost in ljudi sili, da umrejo, ker so breme. In potem, da izkušnje iz drugih držav kažejo, da v bistvu ne gre za to, ampak da so družinsko priskrbljeni in da imajo podporo, in tako naprej. Ampak to je direktno v nasprotju s podatki. Ker Kanada, recimo, je v tednu po našem referendumu uradno izdala pač podatke o tem, zakaj ljudje se odločajo za evtanazije. In 50% tistih, torej en podatek je 48 do 50% tistih, ki pač se evtanazirajo zaradi tega, ker mislijo, da so breme drugmu. Ne zato, ker so breme drugmu. Zato, ker mislijo, da so breme drugmu. In v bistvu mi, tudi če so ljudje dobro priskrbljeni, ne želimo živeti v civilizaciji, ne želimo živeti v družbi, kjer ljudje mislijo, da so odveč in da je njihova rešitev to, da se samo odstranijo. In to pač, da se ljudje počutijo kot breme, se že zdaj počutijo. In če jih mi utrdimo s takim zakonom, kot je bil ta, potem take ljudi peljemo čez rob. Naslednja trditev je, PPKŽ bo uničila paliativno oskrbo.
No, v Sloveniji je to res težko, ker paliativne oskrbe praktično ni, zato ni nič za uničiti. In je izjemen cinizem naše oblasti, da v bistvu namesto, da bi se ukvarjala s paliativno oskrbo, najprej poskrbi za to, da bo tistih upravičencev manj za paliativno oskrbo s tem, ker se bojo pač samo usmrtili. In to je res problematično in to vidimo tudi v tujini, da paliativna oskrba ne napreduje tako dobro, kot v državah, kjer evtanazija ni dovoljena. Zaradi tega, ker pač enostavno je neka možnost, ki je hitrejša, ki je dostopnejša, in veliko ljudi se v tujini odloči za evtanazijo, zaradi tega, ker ne dobi ali pa ne dobi v pravem času oskrbo, ki bi v resnici lajšala njihovo trpljenje. V govoru tudi govorijo o tem, kako so neresnične trditve o varčevalnih namenih predlagateljev zakona. Ampak saj so sami v bistvu dali finančno analizo primerjave stroškov, torej usmrtitve človeka 1500 € v primerjavi s paliativno oskrbo. To se nismo mi izmislili, to so oni v predlogu zakona dali. In izgovor, da so oni to mogli dati, ker vsak zakon predvideva finančno analizo, je pač zelo za lase privlečen. Zato, ker oni bi lahko rekli, lejte, to je pravica, ki ima minimalno stroškov in bi bilo zadeva sprejeta. Da jo pa ti zraven postaviš številko, koliko je vreden človek, ki pač umira, pa bi želel paliativno oskrbo, je pa nedostojno, in izjemno, in da to primerjaš z nekimi kanadskimi raziskavami, ki govorijo o tem, kako pač največje breme za zdravstveno blagajno so ljudje, 5% ljudje tik pred smrtjo, da porabijo 60% vseh sredstev, je nedostojno. In tega ne bi rabili narediti in prav je, da smo nasprotniki to izpostavili. V ugovoru se predlagatelji zakona v bistvu pritožujejo nad zavajajočo retoriko, torej zastrupitev, evtanazija, umori, da so nasprotniki sistematično uporabljali retoriko, ki je krepila neresnične trditve. In tukaj mislijo predvsem na zastrupljanje, pa usmrtitev, pa take besede, ki smo jih mi uporabljali. Ampak vse te besede, torej zastrupitev, smrtna doza, smrtonosni koktejl, so veliko bolj točne od trditve oziroma tega, kar je zakon predpisoval, učinkovina o prostovoljnem končanju življenja. To je neka izmišljena beseda, ki v bistvu insinuira, da je nekaj učinkovina kot zdravilna učinkovina, ker se to v neki farmacevtski terminologiji skozi uporablja. In to je veliko bolj napačna trditev, zaradi tega, ker edini učinek take učinkovine je smrt. Veliko bolj točen izraz je smrtna doza, zastrupitev, usmrtitev ali pa usmrtitveni koktejl. In to tudi sami predlagatelji v bistvu so priznali. Kje pa je zanimiv? V 32. členu so spreminjali zakon o lekarniški dejavnosti. In zakaj so to mogli posebej poudariti? Zaradi tega, ker ta zakon je vložen približno nekaj tednov potem, ko so spreminjali zakon o lekarniški dejavnosti, kjer so prepovedali ugovor vesti za lekarniške delavce. Spomnim se farmacevtko v Prekmurju. In oni so tam rekli to, da ugovor vesti ne smejo uveljavljati zgolj v primerih, ko pri izvajalcih lekarniške dejavnosti izdajo zdravila in izdelke za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Tukaj pa rečejo, da učinkovina za PPKŽ pa v bistvu ni zdravilo in nič za podporo zdravljenja. Kar pomeni, da sami priznavajo, da je učinek tega nekaj drugega kot zdravljenje in je veliko bolj primerno potem, da uporabljamo besede kot so strup ali pa smrtonosna doza, kakor pa učinkovina. Zaradi tega je v bistvu to zelo namerno iz njihove strani. Ne moramo zdaj mi pričakovati, da če se predlagatelj zakona spomne neke novo terminologijo in potem se pritožuje, ker mi uporabljamo terminologijo, ki odseva realnost, torej realni učinek nečesa, ne more se potem sklicevati, da je to zavajanje. Ne, ta zakon je bilo zavajanje. In potem, ko obdelajo te vsebinske zadeve pritoževanja, torej nad
nad neprijavljenimi organizatorji in nad neresničnimi trditvami, ki naj bi jih nasprotniki zagovarjali, se potem sklicujejo na referendum o drugem tiru, ki je bil ponovljen. Če se spomnimo, sodišče je takrat odločilo, da mora biti referendum ponovljen, zaradi tega, ker je vlada zavajala, ker je vlada ni dala transparentnih podatkov o zakonu, ki je bil predlagan. In a lahko tukaj zadeve v bistvu enačimo? Izjemno težko. V naši državi je v bistvu možnost samo zavrnitvenega referenduma, da državljani, kjer imamo lahko možnost samo, da zavrnemo, pa še to moramo doseči kvorum. Torej je treba ogromno dela in ogromno energije vložiti v mobilizacijo, ker je država, torej tisti, ki je predlagal zakon, veliko močnejša. In tudi tukaj je bila videti taktika zagovornikov zakona, to, da je čim manj javne razprave, čim manj debate, zaradi tega, ker je to najboljše zagotovilo, da se čim manj ljudi mobilizira na referendum. Predlagatelji zakona so bili poslanci koalicije, ni bila srebrna nit. In izjemno nevarno je, da ko ti imaš, torej v državi Sloveniji imamo oblast ljudje, torej državljani, in referendum je ena najbolj očitna manifestacija tega. Torej, da bi država se zdaj pritoževala, ker smo mi uporabljali velike javne razprave kot glavni izgovor za to, da bi bil ta referendum zavrnjen, oziroma rezultat tega referenduma zavrnjen, je zelo nevaren in zelo nevaren precedens za vse prihodne referendume, ker bo država lahko vedno, ali pa neka oblast, ki bo nek zakon sprejela, vedno lahko se sklicevala na to, da smo pač neke postopke, da neke pravila niso bila upoštevane in bo pač osporavala rezultat končnega referenduma. In potem na koncu oni še rečejo, da v bistvu je šlo za ključno spremembo, da se je iz posvetovalnega referenduma, ker je bila približno ista volilna udeležba, s tem referendumom, da so se številke pa obrnile. Ampak to predpostavlja, da je bil takrat ful legitimen referendum, da se je takrat opravila javna razprava, ne pa, da je bila to v bistvu samo neka zelo, zelo draga anketa. Če smo skozi celo referendumsko kampanjo poslušali, da so se ljudje že odločali o tem, da so ljudje že odločali in so potrdili evtanazijo, da so potrdili tak zakon, da zdaj rečeš, da je pa ta referendum nelegitimen, ki je dal jasen ne temu konkretnemu zakonu, je pa prav bizarno. Zato jaz mislim, da je pomembno, da Državna volilna komisija takšen ugovor zavrne in v bistvu da ohrani to moč referendumske volje, ki je volja ljudi nad odločanjem politične elite, ki se lahko zdajle odloči, da nek referendum kar razveljavi. Bomo videli, kaj bojo dejansko naredili, zagotovo bomo mi se angažirali še naprej in lahko nas sledite na Instagramu, na Facebooku in drugih socialnih omrežjih.